Na vrsti druga vaja. Upam, da ste gledali kaj v Moodlu, ste pogledali tiste osnovne sestavine. Se pravi, pripravljali bomo burgerje, ampak ne čisto klasične burgerje, ampak v bistvu bo poudarek bolj na samem mesu. Se pravi, vaša glavna sestavina v burgerju bo danes meso. Imate tudi tamlega že na mizi. In sicer tukaj imamo tudi že tale lonec, kaj je to? Sous vide, v bistvu že temperatura nastavljena, voda je že se v bistvu greje. Kaj bi jaz danes želela, da vi ta kos mesa, ker je v bistvu zorjeni hrbet ledja, se pravi, ga ne bomo mleli, kakor ste običajno vajeni v burgerjih, da je pač v bistvu meso neka pleskavica in so potem druge komponente, tiste, ki naredijo pač nek izdelek, danes pa naj bo poudarek na mesu. Se pravi, imamo dober kos mesa, zorjen kos mesa in bi najprej želela, da vi to marinirate, date v vakuumsko vrečko in bomo pač v bistvu tiste 2 urce, ko boste pripravljali druge sestavine, v bistvu to meso še obdelali na sous vide. Temperatura je nastavljena na 55 stopinj, se pravi, to je pol pečeno, da bo na sredini pač v bistvu neki medium, lahko potem pa, kako boste pa po svoje pripravili, ali boste dali cel steak oziroma ta zrezek v burger, ali boste pripravili rezine, to je pa v bistvu čisto vaša stvar. V glavnem, dejte malo več poudarka na samo meso. Vse ostale sestavine so pač tiste obstranske sestavine, tiste, ki pač v burgerju so, ampak res naj bo meso tisto, ki bo tukaj pač danes prevladovalo v vašem burgerju. Seveda, zdaj pa drugo vprašanje, ki imate v bistvu tudi na tabli napisano, je pa, ali je burger lahko samostojna jed. Se pravi, ne bo samo meso, ampak imejte tudi v mislih to, da pripravite še druge komponente, se pravi, da bo tudi sledilo načelom pestre prehrane. Kaj to pomeni? Da bomo imeli pač v bistvu vse sestavine, se pravi, da bojo tudi neke vlaknine, kot v bistvu sadje, različne vrste. Vaša druga glavna naloga pa je, da pečete danes še bombetke. Tudi kruh pripravite sami. In da boste na koncu izdelek predstavili v smislu tudi, da je recimo lahko trajnosten. Na kak način v bistvu lahko rečete, da je vaš izdelek trajnosten, se pravi, da ste uporabili neke domače sestavine, ki jih lahko dobite. V glavnem to imejte v mislih, malo hranilno vrednost, pestro prehrano, samostojen obrok, pa meso naj bo tisto, ki bo v bistvu ključno. Zdaj ne vem, a ste gledali že mogoče recepture, drugače imate zdajle čas, bomo čisto isto nadaljevali, kakor po navadi. Najprej se razdelite v 4 podskupine. Pripravite si recepture. Jaz predlagam, da se najprej lotite recimo del skupine, da pripravi meso, da bo čim dlje v tej naši kopeli sous vide. Drugi del skupine pa naj se loti kruha, se pravi bombetka, ker naredite zamес, je pač treba nekaj časa, da to stoji, preden da se oblikuje. Vmes boste imeli pa čas, da se pripravite recimo, ne vem, kakšne omakce boste uporabili, potem kaj bo vaš dodatek recimo še zraven, vi imate tudi nekaj krompirja, pač k burgerju ponavadi spada krompirček. Zdaj, da ga ne bi ravno cvrli v olju, imamo tukaj en air fryer, lahko ga spečete tukaj, lahko v pečici, kako ga boste narezali je čist vaša stvar, začinili, to je pač prepuščeno vam. Zdaj, v sam kruh sestavine moke, vidite, da so tam različne, dali smo vam še eno barvo, mogoče rdečo, če bo kdo barval bombetke. Potem tole tudi poznate vsi, spirulina, če hoče kdo zelene bombetke, pa s tem, da doda še spirulina, da dobi pač malo večjo vsebnost beljakovin. No, bombetka je lih tako brioš, da je bolj mehko, dodali smo rdeče barvilo, ampak se je izkazalo, da je rozasto. No, potem je rukola, steak pripravljen podobno kot ostali, potem smo ga zalivali z maslom, potem je še paradižnik narezan na majhne koščke in začinjen samo z balzamičnim kisom, ocvrta čebulica z malo sladkorja, žemljico smo potem popekli še na maslu za tisti hrustljav kao element, ko da je bolj.
Omakca pa je majoneza, kečap pa malo medu, krompirček pa je začinjen. Krompirček smo pa najprej malček pokuhali, potlej smo ga pa začinili z sladko papriko pa kajenskim poprom. Dodali smo kurkumo, pač da je malo drugačne barve. Noter smo dali tudi karamel zeleno čebulico z vinom zalito. Meso so punce marinirale. Danes smo pripravljali burgerje, v bistvu tudi niso lih taki splošni burgerji. Smo pripravljali v bistvu goveji hrbet na suvi način, pa sami smo imeli malo izbire, kako bombetke pripraviti, pa katere dodatke in priloge. Mnogo naučiš, pa če te zanima živilstvo oziroma kaj se nasplošno recimo že v samih kuharskih procesih dogaja vzadaj, ni v bistvu samo to, da pripraviš, ampak je tudi kemija vzadaj. Če te to zanima, pa če se vidiš delati v laboratoriju, zakaj pa ne?